Toyota je z RAV4 izdelala pravzaprav idealen avtomobil za preglednike cest. Ampak njihovi šefi tega avtomobila ne bodo odobrili. Zakaj? Zato, ker je RAV4 preveč japonsko natančen. No pa seveda, dajmo najprej definirati osnovne pojme. Seveda, pregledniki cest so tisti cestni delavci, ki se vozijo po Sloveniji in gledajo, kaj je recimo narobe na cesti. Se pravi, opazijo kakšne poškodovane bankine, opazijo kakšne udarne jame, tiste luknje na cesti, vse to zapišejo in potem ukažejo svojim sodelavcem, da je te cestne odseke treba popraviti. No, definirati moramo tudi, kaj je idealna cesta oziroma idealna vožnja. In bliže k temu, kaj je idealna vožnja, nam lahko ponuja tudi zavarovalnica Triglav, ki nam je pred časom dala aplikacijo Drive. In seveda, aplikacija Drive te nagradi, če voziš umirjeno, brez kakršnihkoli sunkov, brez močnega pospeševanja, brez močnega zaviranja, brez močnega nagibanja. No, Toyota se vsekakor strinja s tem defenzivnim načinom vožnje, kakršnega zagovarjajo v zavarovalnici Triglav, ampak v RAV4 so dodali tudi tisto funkcijo, ki jo imajo tako zelo radi pregledniki cest. Torej, RAV4 ne samo, da zazna tiste motnje, ki jih povzročamo mi vozniki z našo vožnjo, no, zazna tudi tiste motnje, ki jih povzroči cesta. In kako RAV4 to zaznava? Ja, seveda, tako kot vsak avtomobil, danes tudi RAV4 beleži sile v vseh možnih smereh, naprej, nazaj, levo, desno. Drugi merilec je kar tista kamera tam na vrhu vetrobranskega stekla. Z njo avtomobil dobesedno vidi motnje na cesti. Ta glavni detektor motenj na cesti pa so ta kolesa, se pravi vzmetenje samo pri tem avtomobilu. Se pravi, ko kolo dejansko pade v luknjo, to ne pomeni samo, da mora vzmetenje drugače odreagirati. To je hkrati tudi signal, da je treba na tem mestu to GPS lokacijo nekako zabeležiti v računalnik za nadaljnjo obdelavo. No pa poglejmo zdaj nekaj teh posnetkov, se pravi, poiščemo snemalnik vožnje, poiščemo knjižnico, poiščemo te dogodke med vožnjo. Nas zanima, pa poglejmo recimo tegale. Ok, seveda, to bi tisti posnetek, kjer je bila cesta zelo, zelo slaba in je začelo potem avtomobil pretresavati. Aha, evo, tukaj so bile že slabe bankine in tukaj so bile že luknje na cesti. Kot se pa vidi, sem pravilno vklopil smerokaz. Zdaj pogledamo lahko tudi, kje se je točno to zgodilo, se pravi, avtomobil nam dejansko zabeleži celo dejansko lokacijo, kje se je to pripetilo. Torej, preglednik bi lahko dejansko poiskal prav natančno mesto, kjer se je motnja na cesti pripetila. In zdaj, zakaj slovenski pregledniki cest ne bodo nikoli vozili Toyota RAV4? Je seveda zato, ker ta avtomobil pokaže vse možne probleme. Seveda, če bi bilo vse idealno, tako kot meni Toyota RAV4, bi se mi vozili po samih lepih cestah, brez kakršnihkoli lukenj, z urejenimi bankinami, ampak ker seveda takih cest nimamo, bi ta avtomobil nam dal en dolg spisek, kaj je treba popraviti. In seveda bi tistega denarja za popravilo vseh teh naših cest zelo, zelo hitro zmanjkalo. Pa roka na srce, tudi mi državljani bi se uprli, zakaj pa je treba vse te ceste tako zelo, zelo do onemoglosti popravljati. Vsej so že včasih že dovolj dobre. Roka na srce, saj smo že siti vseh teh popravljanj cest. Sploh pa zdaj na koncu pridemo do tega filozofskega vprašanja. Pa zakaj bi sploh potrebovali imeti vse ceste tako zelo polikane, tako popolno urejene? Sploh si tega ne želimo, če vozimo Toyota RAV4. Namreč ta avtomobil nas je navdušil predvsem z voznimi lastnostmi takrat, ko smo se vozili po slabših cestah. Namreč na asfaltu je recimo temu avtomobilu kar malce dolgčas, ko prideš na makadam,
se ta avtomobil kar nekako razživi in začne nekako uživati. Namreč karoserija tega avtomobila je tako zelo toga, da pravzaprav voznik nobenih neravnin ali pa poškodb, motenj na cestah pravzaprav sploh ne zazna kot kakšen problem. Torej, zelo prav je, da slovenski pregledniki cest ne dobijo Toyota RAV4 za svoja službena vozila, zato ker RAV4 je pravzaprav idealen avtomobil za slovenske slabe ceste.